V Lendavi so s 40. jubilejno lendavsko trgatvijo sklenili letošnji festival Vinarium. Na tradicionalni etnološki prireditvi v starem mestnem jedru se je v povorki predstavilo 57 skupin z okrog 850 sodelujočimi. Številni obiskovalci so spremljali še en praznik ljubiteljske kulture, etnologije in lokalne kulinarike, v povorki pa so bili deležni predstavitve tradicionalnih običajev in opravil, bogate dediščine teh krajev, narodnih noš, predstavila se vinska kraljica, starodobniki. Janez Magyar, župan občine Lendava, je ob sklepnem dejanju letošnjega festivala Vinarium povedal. Uspešno in lepo se je odvila povorka. Zelo sem vesel in počaščen, da se jih je toliko prijavilo, se je udeležilo na naše povorke 57 njih društev in ljudi, ki so tu celi teden za to se borili in se pripravljali, da danes izvedejo to njihovo predstavitev. Se iskreno zahvaljujem. Zahvaljujem se Lendavčankam, Lendavčanom, vsem našim gostom, ki so prišli v Lendavo, da so počastili to današnjo prireditev, kot smo rekli, 40. že jubilejno danes letos. Vsekakor pa navdaja me to, da v prihodnje pa tudi naredimo še bolj pestro in še lepše dogajanje. Vsi so bili zelo lepi, v čast mi je bilo, da so prišli kar tudi iz tujine. Veseli me tudi, da so domačini, tradicionalni, tisti, ki so vsako leto tukaj. To je bom rekel, že tradicionalno pomembna zadeva za njih, tudi za nas kot občino, za mene kot osebo tudi, saj sem vsako leto tu bil zraven. V mojem rojstnem kraju, v Dolnjem Lakošu, tudi smo vsako leto skoraj vedno bili aktivni. Veselim se za slehernega, ki se je udeležil, tako da sem resno presrečen. Vreme je poslužil, kot smo rekli, tako da upam, da so tudi ljudje zadovoljni. Najbolj zaslužnim promotorjem ljubiteljske kulture je župan občine Lendava Janez Magyar za njihovo dolgoletno delo in pomemben prispevek prireditvi Lendavska trgatev podelil priznanje. Prijeli so ga Aleksander Varga, Rajko Stupar, Gabi Feher in Daniela Hozjan. Priznanje je prejel tudi Janez Somik, predsednik Turistične zveze Lendava Vabi, za organizacijo prireditev v sklopu festivala Vinarium v preteklih letih. Letos je celotna organizacija tega festivala potekala pod okriljem Zavoda za turizem in razvoj Lendava. Direktor le-tega, Romeo Varga, je takole ocenil letošnje dogodke. Menim, da je festival Vinarium bil letos festival presežkov. Letos smo festival Vinarium nekako raztegnili še za en dodaten teden in zelo nas veseli, da smo izbrali mednarodno tekmovanje v kuhanju ribje čorbe kot del tega festivala, tako da zdaj traja polna 2 tedna. Kolikor vidim in kolikšne odzive do sedaj imamo, je nekako jasno, da je to bila pravilna odločitev. Imamo zdaj 3 močne dogodke v enem festivalu, namreč kuhanje ribje čorbe je privabilo številne ekipe in tudi na tem folklornem festivalu so se udeležili iz 11 različnih držav. Bogašfest je bil izjemno odmeven, 100 ekip se je udeležilo, ocenjujemo, da je bilo okrog 15.000 obiskovalcev in skoraj kilometer centra smo zaprli za kuhališče. Dokler pa, kako rečeno, 40. lendavska trgatev je en poseben dogodek, ki je nekako krona etnološka in mislim, da sta tako Bogašfest kot lendavska trgatev nekako največji prireditvi v svojem rangu. Tisto, kar bi moral poudariti, da vse 3 prireditve imajo eno posebno lastnost in to je, da prihajajo iz sebe, iz same Lendave in brez Lendavčanov teh prireditev ne bi bilo. Mislim, da vsako mesto lahko kupi najudobnejše stole, najlepši oder, pripelje najmočnejše in drage skupine, ampak niti ribje čorbe, niti Bogašvesta, niti lendavske trgatve brez ljudi, ki jo tukaj ustvarjajo, tega ne morejo narediti. Torej, imamo zadevo, ki se mogoče ne zavedamo te kakovosti, se pravi, imamo nekaj, kar se na trgu kupiti ne da. Mi smo letos nadgradili zadevo z etnološkimi večeri, to je novost, se pravi, takoj po kuhanju ribje čorbe so začeli etnološki večeri, kjer se je vsaka narodnost, ki živi v Lendavi, tudi predstavila. Tako smo imeli srbski večer, oziroma letos so bili novosadski dani, potem hrvaški, prekmursko-romski, imeli smo tudi madžarski večer. V petek je bil tradicionalno že jazz večer, potem obeležili smo svetovni oziroma Evropski dan judovske kulture z koncertom violinskim, potem tu je bil koncert klasične glasbe, bil je večer lendavskega vina, ki je po dolgem času spet zaživel in mi resnično upamo, da je to začetek enega novega obdobja, kar se tiče prodaje in trženja lendavskega vina.
In končno imeli smo v sklopu festivala Vinarium tudi, morda tudi slučajno, novo razstavo velikanov na Lendavskem gradu, to je Kristo in Jean-Claude, katero tudi priporočam. Zagotovo je še prostor, da se festival razširi, da se še obogati, tako da, ko bomo naredili vrednotenje celotnega festivala, bomo tudi v tej smeri ukrepali. V dogajanje Lendavske trgatve so vpeta številna društva in posamezniki. Daniela Hozjan, predsednica Zveze kulturnih društev Lendava in ena od prejemnic priznanja župana občine Lendava, je takole strnila svoja opažanja. Letos je 40. Lendavska trgatev, jaz že 12 let pripravljam to prireditev. Ta Lendavska trgatev je bila ena izmed najbolj udeleženih, kar 57 skupin je nastopilo in tudi iz tujine jih je veliko prišlo. Naša društva so se zelo lepo organizirala, ne samo kulturna, ne samo tudi ostali krajevne skupnosti. Lepo so se pripravili in lepo povorko, seveda nam je vreme letos služilo, tako smo veseli blizu, smo pričakovali, da bo kaj hudega, ampak hvala Bogu, da je vse to v redu. In jaz se res tudi zahvaljujem vsem, ki so sodelovali, so bili pridni, so se lepo odzvali našemu povabilu in jaz upam, da bo tudi v naslednja leta tako. Letošnja Lendavska trgatev je ponudila zraven povorke še animacijski program za otroke v mestnem parku ter na dvorišču knjižnice, mini likovno razstavo, tako imenovani muzej na prostem, sejmom rokodelstva ter folklorni festival na osrednjem odru. Kakor je to že običaj, je trgatev spremljala bogata kulinarična ponudba. V večernih urah pa so se obiskovalke in obiskovalci zabavali ob nastopih ansamblov, Saša Avsenika in poskočnih muzikantov.